Občina Kozje je pristopila k obnovi športnih igrišč, otroških športnih igrišč v vseh športnih parkih na območju občine Kozje. S tem seveda pristopamo k obnovi in trajnostnemu pristopu naravne in kulturne dediščine, razvoju podeželja in nenazadnje tudi razvoju turizma. Moram povedati, da ta športna otroška igrišča bodo opremljena z novimi igrali in opremo za vse generacije. Tako bo tukaj možnost in priložnost družiti se na različnih nivojih in predvsem se mi zdi pomembno, da smo v sklopu tega projekta vključili tudi knjigo Bežnice, se pravi, da bodo tukaj priložnosti tudi za kulturno udejstvovanje, ker se mi zdi izjemno pomembno, sploh v teh časih, da kdaj pa kdaj pogledamo in preberemo kako knjigo. Ja, poglejte, v zadnjem času, korona času, moram reči, da je ta utrip manjši zaradi znanih dejstev. Moram pa povedati, da na območju občine Kozje deluje več kulturnih društev z številnimi člani, ki aktivno sodelujejo pri različnih prireditvah in dogodkih. In jaz moram reči, da sem izjemno ponosna na slehernega, ki si vzame čas ob svojih družinah in obveznostih, ki jih ima, da se lahko podružimo na številnih dogodkih in prireditvah, ki jih organizira bodisi občina, zavodi ali pa tudi, bom rekla, društva kot taka. Seveda knjižnica, enota knjižnice Kozje pa ima zelo velik prispevek k ohranjanju pri, bom rekla, kulturi, pri številnih teh kulturnih dogodkih, literarnih in čitalniških večerih in pa seveda tudi pri vseživljenjskem učenju te naše tretje generacije. In tukaj moram reči in izraziti vso spoštovanje in moj poklon tudi do delovanja knjižnice Šmarje pri Jelšah, enote Kozje in seveda knjižničarke, ki je na uslugo vsem nam. Moram povedati, da meni branje pomeni zelo veliko, ampak odkrito rečeno v zadnjem obdobju ni veliko časa za branje, predvsem si moram veliko časa vzeti za branje strokovne literature, seveda drugače pa, bom rekla, bolj preproste zadeve, nič posebnega. Precej let se v občini Kozje trudimo, da bi zagotavljali sredstva kulturnim društvom, ki jih imamo kar 7 v naši občini in se trudijo tudi z določenimi literarnimi večeri približati bralno kulturo našim občankam in občanom. Podpiramo knjižnice v obeh osnovnih šolah in v vrtcu, zagotavljamo knjižnično gradivo tudi knjižnici v Kozjem in v Lesičnem. V letošnjem letu smo to našo ponudbo za izboljšanje bralne kulture v občini nadgradili tudi z projektom Knjigo Bežnic, ki je pravkar v teku. Knjigo Bežnice bodo postavljene v vseh krajevnih skupnostih, kjer bodo na voljo tako občanom kot naključnim obiskovalcem teh parkov. Občina skrbi tudi za bralno kulturo pri mlajših generacijah, saj županja ob začetku šolskega leta knjigo podari vsem prvošolcem, prav tako pa knjige prejmejo učenci zaključnih razredov osnovnih šol. Veseli smo, da smo v letošnjem letu uspeli tudi z knjižnico Šmarje pri Jelšah dogovoriti in organizirati literarni natečaj. Kot je v svojem znanem aforizmu zapisal Tonči Babič, vas, v kateri je kultura dovolj močna, je zame mesto, se lahko strinjam, da to popolnoma velja tudi za občino Kozje. Že res, da je občina Kozje majhna podeželska občina, a negovanje kulturne dejavnosti je prav gotovo visoko na listi prioritet. Občina ne le skrbi za financiranje te dejavnosti neposredno, ampak s podporo nam, lokalnim medijem, kot je časopis Naše oko, skrbi, da imamo možnost redno in ažurno poročati o kulturnem utripu in ga prinašati v domove naših občank in občanov. In ravno zahvaljujoč knjižnici Šmarje ter njenima enotama v Lesičnem in v Kozjem imamo o čem pisati in poročati.
še en dokaz več, da je knjižničarska dejavnost in kulturna dejavnost zelo pomembna v občini Kozje, ki vedno bolj in bolj postaja bralcem prijazna občina. Moram priznati, da ko sem slišala, da moja prva soseda bo knjižnica in seveda Andreja, ki dela, sem bila najbolj vesela. Jaz sem ponavadi tak od majhnega še knjižni molj, kako bi vi rekli, tako da mi je obisk knjižnice v Kozjem še lažje. Enkrat na teden obiščem že knjižnico. Sve novosti seveda sem pozorna svih novosti, ki jih Andreja predstavi in sem zelo zadovoljna za tako majhno mesto, majhno knjižnico, da rečem, da novosti pa prihajajo kar tako mogoče, da rečemo z enomesečno zamudo, da bi rekla, če gledam jaz na splošno, kako je na internetu. Moram priznati, da imam svojo prijateljico, ki v Klagenfurtu dela v knjižnici in sem njo enkrat dopeljala, tukaj sem rekla, ona dela v veliki knjižnici in je rekla, da je tako zelo lepo, navdušena je celo bila. Ni pričakovala, da bo v tako malem mestu, kot je Kozje, da imamo tako lepo urejeno in obskrbljeno knjižnico. Tako da same pohvale. Knjižnica Kozje je ena lepa kulturna ustanova. Mislim, da kraju daje pravi navdih. Našo knjižnico obiskujejo vse generacije. Vrtec, z vrtcem sodelujemo že vrsto let. Prihajajo na obiske, imamo pravljične urice, družimo se, sposojajo si knjige, sodelujemo z osnovno šolo Kozje, kjer nas vsako leto obišče 3. razred, sodelujemo pri predstavitvi Rastem s knjigo. Že vrsto let na pobudo gospoda Marjana Marinška pripravljamo čitalniške večere, kjer so nas obiskali že mnogi znani Slovenci. Letos pa mineva tudi 10. leto delovanja Univerze za 3. življenjsko obdobje. Čeprav zaradi epidemije smo prikrajšani, pripravlja naša knjižnica na YouTubu Knjižnice Šmarje pri Jelšah različne prispevke. Od kuharskih, zeliščnih, kar seveda najbolj pogrešamo v naši knjižnici. Veseli smo, da sodelujemo z različnimi ustanovami in da naši občani radi prihajajo v knjižnico.